Dobrodošli. Lep pozdrav vsem skupaj na seminarju o uporabi MAPZS, in sicer orodja za načrtovanje in samo orientacijo tudi na terenu. Za vse verjamem, da ste tukaj obiskovalci gora in tudi sicer raziskovalci narave, okolja, in tudi nekaj predstavnikov turizma, mislim, da je zraven. Moje ime je Dušan Prašnikar iz Planinske zveze Slovenije. Bom nekako pomagal odmoderirati, sicer pa bo sam seminar vodil in ga predstavil in odgovarjal na vprašanje Andrej Stritar. Pozdravljeni. Drugače urednik kartografije na Planinski zvezi Slovenije in tudi vodja MAPZS-ja. Samo predavanje bo nekako 30 do 40 minut sklop, potem pa bo čas za odgovore na vprašanja, ki pa jih lahko tudi sproti že postavljate v chatu oziroma klepetalnici in bomo šli potem skozi. Mikrofoni pa vseeno ostanejo izključeni, glede na to, da nas je kar nekaj in je pač lažje operativno, no, da ni dodatnih preveč teh pogovorov. Bi pa to še povedal, da se sam seminar snema, tako da bo potem tudi na voljo preko spletne strani. Tako, zdaj pa kar predajam besedo Andreju. Andrej, tebi. Hvala, Dušan, pozdravljeni vsi. Dušan, mislim, da je nekaj še v čakalnici, to boš ti poskrbel. Me veseli, da je tak odziv, trenutno nas je že čez 80, da je toliko interesa za MAPZS in da vam bom uspel razložiti, kaj to je, kako se uporablja in da boste s pridom ga uporabljali, kadar boste šli v hribe. Jaz sem pripravil neko predavanje ali neke prosojnice na začetku, ker da ne bomo šli takoj v živo, ker nikoli ne veš, če greš v živo, da se ne bo kaj zapletlo. Tako da najprej bomo šli skozi mojo razlago v prosojnicah, potem na koncu bom pa preklopil tudi v živo, pa bom še tisto, kar bom zdaj v prosojnicah razlagal, skušal prikazati. Pa bom kar preklopil na to predstavitev, in sicer, da se jaz zdaj znajdem, mislim, da je tole ta prava. Ja, share. To zdaj upam, da vidite, ne? Ja, tako je, ja. Torej, MAPZS, kaj je to in kako nam koristi? Dajmo pogledati, zdaj jaz začnem še tole prav klikati, ja. Kako mi hodimo v hribe, ne? Dan današnji večinoma gremo čez vikend, seveda poleti gremo tudi za dlje časa kam, malo drugače. Ampak kadar gremo čez vikend, se odločamo na kakšen izlet, jaz ugotavljam, da vedno več ljudi se o tem odloča čisto na koncu, preden se odpravi doma. Kam gremo, kam bi šli, kam ćemo iti. No, in danes seveda cel svet živi tako, da si pomaga s telefoni, in je zato prav, da imamo tudi na telefonih nekaj, ki nam lahko koristi tudi pri teh odločitvah. Tako da na nek način je ta MAPZS orodje, s katerim skušamo naša znanja o naših hribih in o tem, kako hoditi v hribe, podajati na moderen način vam uporabnikom. Torej, zakaj je MAPZS, kako deluje? Najprej, da pojasnim ta ime MAPZS. Se v slovenščini se še kar nekako izgovori in smo ugotovili, da tujci imajo pa strašne težave s tem. Ampak dobro, nastalo je to kot skovanka iz angleške besede map in kratice naše Planinske zveze PZS, ne. Mi na Planinski zvezi smo zelo domači s to kratico, morebiti kje drugje ne toliko. Ampak ta MAPZS se je pa zdaj v teh 5 letih, ki že obstaja, se je pa zgleda toliko prijel, da smo se ga navadili. Torej, karta od Planinske zveze Slovenije. Z njim ponujamo uporabnikom čim več informacij potrebnih za izlete v naravo. Torej, kako se znajti v naravi, skušamo to prikazati v MAPZS.
MAPZS deluje kot spletno orodje, torej kot spletna stran v bistvu. Pomagali so nam ga razviti in skupaj spraviti v podjetju Luz v Ljubljani. In je kot to spletno orodje je tako spretno narejeno, da ga lahko uporabljamo na katerikoli napravi. Potrebujemo računalnik ali pa pameten telefon in brskalnik in potem že lahko uporabljamo MAPZS. Zdaj, kot prvo stvar bom skušal razložiti tisto, kar nas zelo pogosto sprašujete, kadar govorimo ali pa objavimo kaj o MAPZS-ju, je zelo veliko ljudi gre v trgovino od Googla ali pa od iPhona iskati MAPZS in ga tam ne najde. Tam ga ni. V trgovinah MAPZS-ja ni, ker MAPZS ni narejen kot običajne aplikacije, ampak je to spletna stran, ki je narejena malo drugače, ampak se obnaša tako kot aplikacija. Tako da zdajle bom razložil, kako se ga postavi, inštalira kot aplikacijo na svoj Android. Jaz imam doma Android, uporabljam Android, sem tega navajen, zato bom pač to pokazal. Torej na svojem, če hočemo spraviti MAPZS na svoj telefon, moramo najprej na svojem telefonu iti v Chrome, tukajle, odpremo Chrome in tako kot za vsako spletno stran, ki jo iščemo, vtipkamo v iskalnik mapzs.pzs.si, ponavadi niti ni treba vsega napisati, že kar takoj se ti pojavi tole, kar je tukaj pri meni se pojavilo kot ciljna lokacija, in to je naša spletna stran. Torej, vpišemo gor mapzs.pzs.si, to, kar je obkrožen, in kliknemo na zadetek. In ko kliknemo, se spletna stran odpre in se že pokaže na našem telefonu tako, kot se mora pokazati, kot neka aplikacija. In zdaj pa prvič, ko smo noter, torej, lahko povem tudi, da tako bi lahko vedno uporabljali, ampak bi vedno morali pol na nek način vpisati ta naslov od MAPZS-ja, zato obstaja možnost, da ga postavimo na svoj telefon kot bližnjico, kot ikonco, in ki se obnaša enako kot kakšna aplikacija. In sicer, ko je prvič odprt MAPZS, kliknemo na nastavitve Googla, torej ne Googla, Chroma. Tukaj gor to so take drobne 3 pike in se odprejo nastavitve settings od Chroma in v teh nastavitvah poiščemo nekje spodaj, tukaj je obkrožen, dodaj na začetni zaslon. Kliknemo na to in se pokaže neko tako malo drugačno okence in tukaj piše MAPZS namesti ali pa MAPZS ustvari bližnjico. Mi ga hočemo namestiti, kliknemo na ta namesti in se nam bo na mojem zaslonu, na domačem zaslonu, se mi naredi ikonca, ki od zdaj naprej je moja vstopna točka za MAPZS, kadarkoli bom nanjo kliknil, se bo odprl MAPZS. To je način, kako ga spravimo na Androida. Zdaj, za druge telefone, za iPhone predvsem, je podobno, so malo drugače. Tam se gre z drugimi brskalniki, pa malo drugače treba te gumbe pritiskati. Navodila so tukajle v tejle zgornji vrstici MAPZS-ja, piše pomoč, če to klikneš, prvo navodilo je to, kako se to spravi na različne platforme. Podobno se postavi tudi v Windowsih. V Windowsih podobno, ko enkrat odpreš na svojem računalniku in se ti prvič odpre MAPZS, ti tudi ponuja neke načine, da se nekako usede na zaslon oziroma na to domačo stran in je od takrat naprej dostopen preko ikonce. Tako da to je ta del o tem, kako sploh nastavimo MAPZS.
kajti, kot rečeno, veliko ste nas to že sprašvali. Ok, zdaj imam pripravljen tule opis tega, kaj zagledamo, ko odpremo MAPZS, se nam pojavi tole. Zdaj, če smo vajeni na take spletne strani, tole ne bo nobeno čudo. Sem pa že doživel, da so ljudje, ki sicer ne uporabljajo veliko takih spletnih strani, so bili čisto začudeni, kaj zdaj to pomeni. Pa imam takole malo opisan, da je ta glavna stvar na zaslonu je osrednji prikaz, je zemljevid celotne, na začetku skoraj celotne Slovenije, in na tem zemljevidu tele krogci rdeči kažejo, koliko poti je na tistem območju okrog tega krogca. Če se približamo z zoomom bolj noter v bližje površini, torej zmanjšamo območje, se bojo tej krogci malo premaknili, to bomo pol v živo videli, čisto na koncu bojo pa črte pokazale, kjer so predstavljene poti. Potem imamo drugi del zaslona na levi strani, so pa izpisane poti ali pa točke na poteh, do katerih lahko dostopamo. Tole bom tudi pol pokazal, kaj to pomeni, torej zdaj tule, če piše Slovenska planinska pot, če bom kliknil nanjo, tam, ko bomo v živo, se bo pokazala na zemljevidu z vsemi podatki. Skratka, to je levi del zaslona, nosi pisne in grafične informacije. Potem imamo pomemben gumbek je, zdaj, če smo mi, kjerkoli odpremo MAPZS, se mi pokaže cela Slovenija. Mene pa takrat praviloma ne zanima cela Slovenija, ampak prav tam, kjer jaz sem. In je tale gumbek, kot ena tarča, ko njega kliknemo, nas vrže na našo trenutno lokacijo. To bomo pa v živo videli. In seveda potem okrog te naše trenutne lokacije lahko začnemo raziskovati, kaj nam ponujajo podatki. Potem imamo tukaj ene take sloje narisane, kjer nam ponuja različne podlage. Temeljna podlaga, ta zemljevid, ki je spodaj, je takle, kot je na tem zaslonu zdaj. Sicer je pa so lahko ortofoto fotografije iz aviona, tako da vidiš tisto, kar se dejansko vidi. Potem so lahko tisti OpenStreet karte, OpenStreet je ena mednarodna baza podatkov o geografskih, o zemljevidih, in tistega tudi lahko prikazujemo. Nedavno tega smo dodali pa še možnost prikaza lidarja, to je pa že za bolj izkušene uporabnike. Lidar ti pa pokaže vse, tudi tisto, kar na normalnih zemljevidih ni narisano, če so kje kakšne skrite stezice, se morebiti na lidarju vidijo, tudi tako da to je res za specialiste. To je ta možnost. Potem imamo, kot vsak spodoben portal spletni, imamo tudi mi tukaj iskalnik. In seveda to je zelo pomembno okence, če iščemo podatke o neki gori, kaj pa vem, recimo Ojstrica, bomo tukaj gor vpisali Ojstrica in nam bo na levi se izpisale vse Ojstrice, ki nastopajo v MAPZS, in potem bomo lahko zbrali eno in nam bo pokazalo vse o njej. To bom pa demonstriral. Potem imamo dodatno še nek filter, ki nam omogoča izbiro načina prikaza. Lahko prikazujemo samo planinske ali pa samo turistične poti, ali pa in ene in druge, ali gozdne učne, lahko prikazujemo vse koče, lahko prikazujemo vse slapove, na čuda enih možnosti, kar je zabavno za uporabo, marsikdaj pa tudi zelo koristno, da lahko si izbiraš, kaj boš gledal. Potem imamo gumbek, ta je pa zelo koristen za vas, uporabnike, in pa za nas, markaciste, gumbek za poročanje o poškodbah na poteh, ko bom pol pokazal, kako deluje. Se na lastnem računalniku niti ne pride toliko v poštev, ampak na telefonu pa toliko bolj. Tako da to so ta glavne stvari, ki so na zaslonu pred nami. Kot rečeno, na koncu bom to skušal še malo demonstrirati v živo. Zdaj pa, to je bil zaslon na računalniku.
enake funkcionalnosti, enaki gumbki so tudi na telefonih, samo drugače so postavljeni. Tako da to je treba malo se navaditi, da doma na računalniku je tako, tam na telefonu je pa malo drugače. Torej, če imamo MAPZS na telefonu, imamo iskalnik tukaj gor, ne, kot je to ponavadi nekje na takih aplikacijah. Potem imamo, tukaj menjamo podlago, katere vrste zemljevid je pod mi. Tole je filter, dostop do filtra, tole je tarča, ki nas vrže na našo lokacijo in zdajle mislim, da vam nastavljam tako, da nas bo vrgel v Mengeš, kjer sem jaz doma in mi pokaže, da smo mi tukaj. Zdaj, tale moder krogec, ki ga zdajle, tlele se ga malo vidi, se tudi sicer pokaže vedno, kadar smo mi na terenu s telefonom in ne vemo, kje smo točno, vključimo MAPZS pa poglejmo, kje je ta moder krogec. Pokazal nam bo točno, kje se nahajamo. Tako da to nam tudi marsikdaj lahko pomaga pri iskanju prave poti. No, zdaj klele vidimo, da kle blizu moje hiše, kjer jaz živim, je neka rdeča črta, to pomeni planinska pot. In je zdaj narejeno tako, da na katerokoli pot klikneš v MAPZS, če klikneš na njo, se ti odprejo podatki o tej poti. Ta konkretna pot je pot iz Mengša na vrh Rašice, markirana, tamle nekje mimo nas gre tukajle in gre do vrha Rašice. In tukajle, če sem kliknil na njo, se mi tukaj spišejo podatki o izhodišču, o cilju, o dolžini, o višinski razliki, o zahtevnosti in tako dalje, da bom pol še v živo predstavil, ki so nam seveda lahko zelo koristni pri izbiri cilja in pri hoji po poti. Seveda med hojo lahko ta zemljevid zoomamo, torej se približamo, gledamo od blizu, tako da nam zelo lahko pomaga pri navigaciji. Torej, na karti se pokaže cela pot, to je ime poti, vspod so pa vsi podatki o tej poti, kar jih je v MAPZS. Zdaj, trenutno je v MAPZS okrog 2500 poti. Večinoma so to planinske poti, te planinske markacije, Knafelčeve, pa je pa še nekaj sto od drugih skrbnikov, torej ne od planinskih organizacij, ampak razne Alpe Adria Trail, pa Podkorirjev in vezistov, pa razne turistične organizacije, Zavod za gozdove, Triglavski nacionalni park. Vsega skupaj je okrog 2500 poti. Zdaj pa o tistem poročanju s terena. Hodimo po neki poti in pridemo do enega drevesa, ki se je včeraj podrl, pa ne moremo čez, oziroma je treba komplicirano krog. Zdaj, fino je, da za ta problem čim prej izvejo lokalni markacisti, tisti, ki skrbijo za to pot. Tukaj imamo gumbek, kliknemo na njega, nas povabi, da naj zadevo slikamo, jo fotografiramo, ta problem, napišemo naše podatke, ali pa napišemo kratek 3 besede, kaj je narobe, lahko skoraj nič, ampak vsaj nekaj, in kliknemo na naprej in se bo informacija o tem poslala v sistem, naslednje jutro bo pa skrbnik to dobil in bo morebiti že naslednji dan prišel popraviti. To je zelo koristno in je že precej poškodb na poteh smo na ta način dokaj hitro sanirali. Ja, opišite, kaj je narobe in zaželjenje, da napišete svoj naslov, da vas bo kdo lahko kontaktiral, lahko tudi telefon, da bo še kakšno podrobnost vprašal. In ja, kot sem že rekel, ko tapnemo, se pa to pošlje. Tako, to je zdaj o vsebinah na zaslonih, bodisi na računalniku ali pa na telefonu. Ena pomembna stvar, ki je vključena v ta sistem, je opozarjanje na zaprte poti. Seveda se dnevno dogaja, skorajda dnevno, no, da se nekje nekaj zgodi in je treba neko pot zapreti, ker je neprehodna. Planinsko društvo nam v takem primeru na Planinsko zvezo javi, da je ta pa ta pot zaprta in se to vnese v sistem in naslednje jutro se na MAPZS vidi, takele črno obarvane steze so z tem prepovedjo hoje, znakom za prepoved hoje, to je znak, da je pot zaprta.
da je tale slika iz leta 23, takrat, ko smo pol Slovenije zaprli zaradi poplav. Zato je toliko črnega, ponovadi ni toliko črnih zaprtih poti. Tako da isti podatki se pa hkrati prenesejo tudi na spletno stran Planinske zveze Stanje poti, ki verjamem, da vam je dokaj znana, da jo veliko ljudi uporablja. Tam je pa seznam z zemljevidom, katere poti so zaprte. Tako da ta sistem je v bistvu zelo učinkovit za opozarjanje na probleme in jaz vam priporočam, da kadar nekam greste, dajte preveriti, če se tam, kamor odhajate, da ni tam slučajno kaj zaprtega, da ni tista pot, na katero se odpravljate v kakšnem zaprtem stanju. Tle se lahko to preverja v MAPZS ali pa na tej spletni strani. Zdaj, MAPZS ni omejen zgolj na planinske poti, kot sem že prej naštel, 2500 jih imamo vseh. Zdaj, da bi videli druge vrste poti, je treba iti v filter, ki ga je tukaj nekje zatemnilo vse skupaj, ko sem ven rezal. Tukaj se klikne na filter in potem je tam opcija poti. In zdaj, normalno so odkljukane samo planinske, sicer pa lahko odkljukamo katerokoli od ostalih. In se bojo na zemljevidu se bojo risale tudi druge vrste poti, recimo gozdne učne, pa v Triglavskem narodnem parku imajo pohodne poti, pa kot sem že naštel, Alpe Adria trail je taka, pa Julius Kugi trail in tako dalje. Tako da zelo veliko tega je že not in naša ambicija je imeti vse noter. Tako da, če kdo ve za kakšne poti, ki še niso not, javite nam, pa bomo videli, kako se da to dodati. Za gozdne učne poti je pa že tukaj bližnjica, ker smo nekako z njimi iz Zavoda za gozdove bili tako zmenjeni, da je tukaj bližnjica. Ja, zdaj tukaj imam ene par slik, da pokažem, kako pester je teren pri nas. Tole je primer, kakšne vse poti so speljane na Mirno goro, no, to je v Beli krajini, planinske. Po istem terenu je speljana ena gozdna učna, pol je speljana ena dolga pohodniška, katera pa je, se ne vem, da je ena od E-poti. Potem so turnokolesarske po cestah in kolovozih. Tako da poti je čuda in vse so noter v MAPZS in vsako posamezno si lahko zberete in dobite informacije o njej. No, zdaj pa še o eni bolečini uporabnikov, ki je res malo nadležna, samo zaenkrat se jo ne znamo enostavno znebiti. MAPZS deluje, kadar ima povezavo s podatkovnim omrežjem. Torej mora imeti prenos podatkov, kajti informacij je preveč, da bi jih imeli vse prednaložene na telefonih. Zato zdaj večkrat smo pa nekje, kjer je pa signal slab, in takrat pol nam smo sitni, ker se ne MAPZS ne vidi tistega, kar bi radi videli, ker se enostavno podatki niso prenesli. In zato priporočam, da preden greste nekam, si podatke za izbrano pot ali pa za manjše območje okrog tistega, kamor greste, si jih prednaložite na telefon. Seveda moramo opozoriti, da ne smete pretiravati z velikostjo območja, ker je prvič problem prostor na telefonu, čeprav je to zdaj že manjši, ker te novi telefoni imajo že po toliko gigabajtov, da jih ne moš napolniti. Ampak čist programsko ali programersko software ne prenese prevelikih podatkovnih baz te vrste, tako da bodite previdni, ne delati prevelike prednaložene karte. Ena možnost je, da prednaložite pot. Izberete neko pot, recimo pot iz planine pod Golico na Golico in kliknete na tale gumbek tukaj, ki se je zdaj rdeče obkrožil, in se bojo podatki o tej, dokler ste še doma, ali pa tam, kjer je dober signal, se bojo podatki prenesli na vaš telefon. Druga možnost je pa, da prednaložite celo območje. To morate pa na začetnem zaslonu MAPZS-ja obkrožiti tudi podoben gumbek, kot je bil tam, in se bo
narisal takle pravokotnik in zdaj, če boste vi zoomali od spod zemljevid, lahko povečate, pomanjšate in vam bo od spod pisal, koliko približno podatkov bo prenešenih. Tole kle, ko je zdaj narejen, je razmeroma majhno območje, pa piše samo 4 megabajte, kar ni velik problem. Če bi dal pa pol Slovenije zraven, bi bilo pa tako veliko, da sploh ne bi hotel prenesti. Enkrat nas je eden klical, da joj, kako nikakor ne morem svojo pot prenesti, skozi mi javlja napake, je hotel pa slovensko planinsko pot na ta prvi način prenesti od Maribora do Ankarana, kar je pomenilo, da je sistem hotel kar skoraj celo Slovenijo prenesti k njemu na telefon in se zadeva seveda ni šla. Pa sem ga podučil, da je šel po etapah tiste poti. Skratka, ko tole se prenese, je telefon pripravljen, da greste v območje brez interneta. Ko ste tam na terenu, če je signal slab, priporočam, da date v letalski način ali pa da prekinete prenos podatkov, zato ker bo hitreje delal. Kadar ima malo prenosa podatkov, se on vedno trudi tam nekaj dobiti, pa ne pokaže to, kar ima sabo. Če pa nima prenosa podatkov, bo pa direkt pokazal, kar ima sabo in bo zadeva razumno hitro delovala. Moram pa še opozoriti, da v tem primeru imate samo to vrsto zemljevida, ta osnovni, pa vektorske podatke o poteh in o stezicah, ni pa podatkov, ki se sicer prenašajo, ne boste mogli videti fotografij, ki so povezane z potjo ali pa z točkam na terenu, ker tisto pa mora biti prenos podatkov. Toliko o tem. Zdaj, ena novost je, pred par meseci smo naredili na željo uporabnikov možnost graditve svoje poti, torej sestavljanja poti. Nažalost, še nismo uspeli narediti navigacije, da bi rekli, hočemo od Ljubljane do Logarske doline peš, pa da bi on sam najdel poti. Tega to mapa PZS še ne zna. Smo pa naredili sestavljalnik, kjer pa sami na roko to naredimo in sicer tako, da tole je narejen zdaj kot filmček, pa bom takole v mestu sprožil, ko sem to posnel na telefonu. Najprej je treba iti v zavihek moje poti, to je to zdaj na hitro bilo prikazan, in potem, ko se nam ko pridemo do tega, kliknemo tam na en plus in potem začnemo klikati na tiste odseke poti, po katerih hočemo hoditi. Tukaj sem jaz zgradil ali sestavil pot iz Žirovnice oziroma iz Završniškega jezera v Završnici, gor do Valvazorjevega doma in do Zabreške planine. In takole na vsakem razcepu ti ponudi variante, kam greš lahko naprej, in se potem tisto, kar si izbral, pobarva modro, zdajle bomo šli na desno, še malo, še enkrat, pa še enkrat in mislim, da smo zdaj na cilju, tam, kjer smo hoteli iti. Aha, smo rekli, dobro, to je zdaj cilj, to naj bo zdaj naša pot, in če pogledamo spodaj, nam je zdaj napisal, kje se gre in podatke od kod in kam in koliko je višinske razlike, koliko je razdalja, kakšen je višinski profil, skratka imamo opis svoje lastne poti. In ta pot se potem shrani v vaš telefon, v vašo napravo, in jo lahko uporabljate na terenu. Ampak opozarjam, samo na to napravo, nikjer drugje ni shranjena. Če boste to napravo, ne vem, stran vrgli, če se bo pokvarila, te poti ne bo več. To je samo na tisti napravi, na kateri je bila zgrajena. Možno pa je to pot izvoziti, klikne se na GPX tukajle in se izvozi kot GPX datoteko, pa jo pa lahko voziš kamorkoli in jo uporabljaš na drugih aplikacijah ali pa na drugem telefonu v MapZS. Tako da ta sestavljalnik poti je ena zadnjih novosti, ki smo jo naredili in upam, da bo prav prišla. Gremo naprej. Zdaj, če vas zanimajo točne višine kjerekoli lokacije v Sloveniji, je tukaj tale gumbek, ki je obkrožen. Če ga kliknemo, se pojavi takale, jaz ti rečem, solzica. In jaz lahko zdaj zemljevid premikam tako, oziroma to solzico postavim na kjerokoli točko na zemljevidu in mi bo napisal te koordinate in pa nadmorsko višino na tej lokaciji.
in to izjemno natančna nadmorska višina, to je tista, ki jo je LIDAR nameril. LIDARske meritve so najbolj natančne geodetske meritve višine, kar se jih danes pozna. Tako da to je zelo natančna vrednost in jo lahko uporabljate za kjerokoli točko v Sloveniji. Imamo pa tudi za tujino, samo tam pa niso toliko natančne, ker niso iz LIDAR-ja, ampak iz enih drugih podatkovnih baz, ki so manj natančne. Tudi razdalje med točkami lahko določiš, če klikneš na gumbek, ki je tale, in če vas zanima, koliko je razdalja od Škrlatice do Triglava, in klikneš na obe koti, dobiš ravno črto in dobiš podatek 6 kilometrov, pa še malo, pa azimut je pa okrog 170. To je en pripomoček. Zdaj, Triglavski narodni park je v naš MAPZS vgradil tudi informacijo o mirnih conah v Triglavskem narodnem parku. To so tele rdeča območja, roza območja, skozi katera ponekod vodijo tudi planinske poti. In vsako od teh roza območij ima neke omejitve, ki so potem tukaj napisane na levi. Hoja in uporaba izključno označenih obstoječih planinskih poti, pa popolna prepoved helikopterskih letov, hvala Bogu. No, in to je za celotno območje Triglavskega narodnega parka, lahko vidite, kje so ta mirna območja, in glavno načelo je pa seveda, da ne smeš delati ne vem kakšnega hrupa, pa moraš hoditi po markiranih poteh. To drugo, kar so oni omogočili, so pa tele modri krogci, in tukaj je prikazan tale števc pohodnikov, to je tukaj od Rudnega pola, ne tukaj na Rudnem polju, tukaj pod Viševnikom. In je v zadnjih 30 dneh je tam šlo 408 ljudi, v zadnjih 12 mesecev pa 9600. Skratka, teh imajo enih 10-15 po Triglavskem narodnem parku in si lahko ogledujete te podatke. To je ena od možnosti, ki jo ponuja MAPZS. No, zdaj, ena velika novost konec lanskega leta, ki je bila izvedena v okviru nekega projekta z javnim potniškim prometom do dolin in peš do višin, ki so ga sofinancirale vse te organizacije, ki so tukaj dol napisane. Smo uspeli dokaj posrečeno povezati MAPZS z nacionalnim sistemom za vodenje evidenc o voznih redih avtobusov in vlakov. Povsod, kjer so avtobusne postaje v Sloveniji in železniške postaje, so se pojavili v MAPZS takele ikonce. In če klikneš na eno od njih, se ti izpiše nekaj takega, kot tukaj piše. In to so vsi avtobusi, ki se bodo z te postaje odpeljali v naslednjih par urah. Če bi kliknil na eno od teh vrstic, se pa še podrobni vozni red pokaže. Tako da to, če si nekje v hribih, pa se ti hitiš dol v dolino, pa nisi čisto prepričan, da boš ujel avtobus ali ne, a sploh je na oni strani avtobus, lahko klikneš na MAPZS in ti bo točno povedal, kdaj moraš biti dol, da se boš odpeljal. Seveda, natančnost teh podatkov, jaz upam, da so dobri, ampak za njih garantirajo drugi. To je nacionalni, pa že neko ime ima, neka nacionalna organizacija, ki skrbi za to podatkovno bazo o voznih redih. Zdaj, moram pohvaliti se še, kako smo MAPZS vključili tudi v naše tiskane vodnike. Tole je kopija ali izsek iz tiskanega vodnika po Karnijskih Alpah, kjer smo prvič zemljevid pri opisu pripravili v MAPZS, oziroma v MAPZS, in je tukaj tale QR koda. Če bi jo poslikali z našim telefonom, nas bo vrgel na opis tega izleta, ki je tukaj v tej knjigi, na prikaz tega izleta, ki je opisan v tem poglavju knjige. In s tem seveda imamo online zemljevid takoj pri sebi. Ta prvi QR je pa link na Google, ki nam bo pomagal pripeljati do izhodišča.
En podoben tak link na Google imamo tudi posod v MAPZS-ju, tako da lahko za katerokoli točko nam lahko Google pomaga, kako se do nje pripeljemo. Še ena novost, ki je zdaj pa sicer ni več taka huda novost, ker se že dogaja. Marsikatera koča ima že takole nalepko, tole. Zdaj po tem novem bojo imeli take malo večje table zunaj, kjer bo žig in QR koda in pa podatki o imenu in pa nadmorski višini. Vsa križišča, vsi razpotja na planinskih poteh bodo pa dobila po tem novem takele tablice 17 cm široke in na vseh teh tablicah je QR koda, ki nas vrže na informacije o točno tej lokaciji. V tem primeru je to Dom Planika. Če bi zdaj tukaj v to QR kodo kliknil in se mi odpre vse o tej planinski koči. Na ta način imamo mi možnost lepo od doma oziroma iz doline popravljati informacije, in jih ažurirati, tako da tudi povsod na terenu bojo imeli pa dostop do njih take kot morajo biti. No, mimogrede omenim še, da imamo v tej računalniški verziji MAPZS-ja za večino točk bolj znanih, imamo tudi link na Planinski vestnik, tako da če se tale napis Planinski vestnik pojavi v tem primeru Škrlatica ali pa kjerkoli točka, če se pojavi, potem če kliknemo na njega, nas vrže v kazalo Planinskega vestnika in lahko najdemo tukaj najdemo vse članke, ki so bili kadarkoli napisani v Škrlatici. Uporabljamo pa te MAPZS oziroma linke na MAPZS tudi na informacijskih tablah. Tole je ena tabla, mislim, da je pred kempom na Dovjah, kjer tukajle so QR kode z opisi poti, ki vodijo iz Mojstrane na okoliške hribe. To je vse linkano na MAPZS, tako da lahko gost pač tam poslika tisto QR kodo in dobi opis ture, kamor se lahko odpravi. Mislim, da sem s tem na koncu tega predavanja, tako da zdaj lahko tole lahko zdaj zaprem. Se je nehalo. The shared window is closed, prav, pa bomo pa zdaj takole dali. Bom jaz zdaj šel na MAPZS. MAPZS je pa tukaj, kjer je to? MAPZS tale. Evo ga. Ga vidite, ne? To je zdaj vstopna stran od MAPZS-ja. Kot sem prej razlagal, zdaj smo, ko pridemo not, lahko z kolečkom od miške gremo bližji, pojmo recimo tukaj nekam, v Košuta, pojmo tukaj na Golico. Recimo, da nas zanima Golica. Še malo bližje, pa še malo bližje bo treba, še malo, no, zdajle se bojo pa že začele, evo jih. Zdaj so se pa narisale poti. Zdaj, lahko gremo iskat Golico takole, kot sem zdaj šel vedno bliže in bliže, kar je malo nadležen. Morebiti je bolj enostavno, da v iskalnik napišem Golica in iskalnik najde vse, kar ima besedo Golica, in te Golice tele nas ne zanimajo, zanima nas Golica vrh. Kliknem na njo, dobim tukaj na levi informacije o tem vrhu. Jaz mislim, da ima dve lepi sliki, dobro. Kje to je, opis, kratek, eden najbolj znanih vrhov Karavank, z zanimivimi potmi in narcisnimi poljanami. Potem so pa naštete vse poti, ki vodijo do te kote. Tem točkam mi rečemo kote. In recimo iz planine pod Golico na Kočo pa do Golico, to je ta iz juga. Potem je z druge strani pa te dolge poti grejo Via Alpina, pa Slovenska planinska pot, pa še ene druge vrste poti, tako da poti je tam kar veliko. Dajmo pogledati tole, kar je najbolj običajno. Evo, kliknil sem na pot in sem dobil na zaslon celotno pot narisano, kje gre.
In tukaj so pa podatki, tehnikalije o tej poti, torej to je planinska pot, markirana, to je lahka, nima zahtevnih mest, tale jaz pa pomeni, da sem jo že shranil pri sebi. In potem, tisto, kar je pri načrtovanju izletov zelo pomembno, koliko bo treba hoditi, 5 kilometrov, čas hoje, 3 ure pa pol bomo hodili gor, pa 2 uri 15 dol. Za čas hoje moram povedati, da uporabljamo nek algoritem za izračun povprečnega časa hoje, ki se je izkazal, da je dosti dobro za dane, čeprav perfektno se ne da to nikoli narediti, ker čas hoje je vedno subjektivna zadeva, ne. Ampak neko povprečje je dokaj smiselno, tako da časi so kle predlagani. Potem imamo, koliko vzpona bo gor, in začutil, da bo tudi 1 meter spusta vmes, ne vem zakaj, nek mora biti malo luknje. Zahtevnost je lahka in teritorij je pa to Karavanke, zahodni del. In pa dobimo tudi informacijo, po kakšnem terenu bomo hodili. V tem primeru je treba kar 20% poti narediti po asfaltu, očitno klele dol, kar ni prijetno, pa še 11 po makadamu, ne vem, kje je klele gor menda. In samo 70% je pa po uhojeni stezi. No, tukaj ta pot ima celo nekaj opisa. Moram reči, da smo s tem pa bolj slabi, ne, da nimamo, za marsikatero pot še nimamo opisov, se bolj ukvarjamo s temi grafično-tehničnimi zadevami. Kdo je nosilec te poti, kdo skrbi zanjo, pa da je Jesenice. Potem pa še informacije o vseh točkah, vseh kotah, skozi katere bomo hodili na tej poti. Najprej vse koče. Koča je tukaj samo ena na tej poti, če kliknem nanjo, dobim vse informacije o koči. To so vse uradne informacije o koči, torej kontakti, telefoni, e-pošta, koliko ima sob, kako prideti do kje, s katerim avtobusom se moraš do kam peljati, celo z vlakom je v tem primeru, z avtomobilom pa itak. Opis koče, to je iz vodnika po planinskih kočah predpisan, razmeroma dolg, vem, da je takole, ja, koče so na široko opisane in tako dalje. Skratka, vse informacije o kočah so tudi tukaj, zlasti pomembna je informacija o zaprtosti ali odprtosti. Tale je modra, torej odprta. No, vidim, da tale ima tudi povezavo na Planinski vestnik, pa dajmo to narediti, a to vidite zdaj? Ne vem, se mi zdaj pa ne vem, to pa je zdaj problem. Kakorkoli. No, tam je bila, tukaj je možnost prestopa v Planinski vestnik. No, bili smo pri poti, dajmo nazaj na to pot. Zdaj, če se odpravljamo, če smo tole doma zbrali, torej priporočam, da to jo zberete na telefonu. In potem na telefonu naredite tisto, kar sem prej razlagal, da si jo shranite, kar jo, čakaj, kako je to, s tistim, moment, to sem prej kazal, mislim, da tisto gre samo na telefonu, ne pa na računalniku. Tako da se jo da shraniti na telefonu, si jo shranite lokalno in potem jo uporabljate med potjo. To je, da vidim, kaj moram še povedati, iskalnik sem filtri, dajmo pokazati, kako filtri delujejo. Gremo na začetek in rečemo, F5 je koristen gumbek, ker nam vedno resetira vse skupaj, ali pa celo Ctrl F5, resetira stvar in gremo, volica je klele takole, na filtre. In če me zanimajo druge vrste poti, zdaj so recimo pohodniške pa ugozdne učne. In mi bo, so se mi krogci obarvali drugače in so se mi na levi pojavili neki drugačne podobice. In recimo, da zberem Julijana Trail, in to Primorska veja, kot primer, kako lahko pridemo do drugih poti. Podobno, kot sem prej kazal, dolžina, vrsta podlage, razdalje, časi, vse to lahko dobite tukaj.
Potem lahko s tem filtrom pogledamo tudi ne samo poti, dajmo se vrniti na poti, pa dajmo točke na poti, recimo vse koče. Gremo na nagrajeno, planinska koča, vse koče, top, in so se pojavile vse koče. Vse koče, kar jih je v Sloveniji in v okolici. Mi imamo precej podatkov tudi za sosednje države, zato ker uporabljamo iste podatke za izdelavo naših tiskanih zemljevidov, ki segajo čez mejo. Tako da te filtri so lahko zelo koristni, kadar iščemo kaj specialnega, ne, torej lahko iščemo slapove, lahko iščemo jame, lahko iščemo karkoli, no, tako da to se da igrati s tem. Javni prevoz, da še enkrat pokažem v živo, še enkrat bomo dali Ctrl F5, da se to resetira, filter je ostal, tole moram pobrisati, tako. Poiščemo zdaj klele, zdaj smo kamen, da nam spet samo Mengeš kazali, moramo priti dovolj blizu, da se nam narišejo avtobusne postaje. Evo, klele so zdaj. Tukaj to je nekje pri Begunjah, tale postaja, no, bo. Zdaj bo pa štrajkal. No, to je pa šov efekt, polče. Ja. Zato je pa dobro imeti tu naprej pripravljeno predavanje, ker nikoli ne veš, kdaj se zadeva noče delati. Zdajle štrajka. Bomo probali pol še enkrat. Ctrl F5. Še sem omenil, kako je koristen tudi Google, kako imamo Google pri izhodiščih, se je to zlasti koristno. Tukaj je eno izhodišče. Grad Turn v Preddvoru, ok, tukaj je izhodišče, bomo šli od tukaj na Turo. Poglejmo, kako smo kaj pripeljali, kliknem na to, pa me vrže v Google in lahko rečem, da naj mi naredi navodilo za pot in me lahko vodi do kaj, da se bom kaj pripeljal. Zdaj ne vem, ali vam je tole pokazalo ali ne. No, skratka, od mojega doma do kaj mi pokaže, kako se bom pripeljal. Ok, tole zdaj zaprem. Ja, saj počasi sem se že skoraj vse pokazal, kar sem mislil, tako da mislim, da sem vam bolj vrgel, še tole dajmo, čakaj, tole. Večdnevne poti in obhodnice. To so za dolgo progaše, ne, od vse tukaj na levi lahko vidite, to so Haloške poti, Trdinova pot, Logaška pot, pot miru, dajmo poiskati slovenska planinska pot, naša ta glavna, tako rekoč, dajmo klele dol je nekje. Klele bo, tole je Via Alpina, no, Via Alpina rdeča, Julius Kugin, no, čist na koncu bo. Nisem šel v iskalnik, pa nisem profitiral. Orkot. Moram prav v iskalnik. Slovenska pot, tale, ta prava, lejte, tukaj le. Slovenska planinska pot. Od Maribora tamle gor, pa do Ankarana, spod imamo višinski profil, mi pokaže, kako bom hodil gor pa dol. Tukajle mi javlja, da je na poti en zaprt odsek in je treba tam nekje mimo prideti. Izhodišče in cilj sta Maribor, Debeli Rtič, 621 kilometrov, 250 ur, bomo hodili v eno smer, nazaj pa malo več. Naredili bomo okrog 39.000 višinskih metrov, mestoma je zelo zahtevna, takele vrste podlage, tukaj imamo nekaj opisov, pa nekaj fotografij. Predvsem imamo pa etape, razdeljene na etape, in zdaj lahko kliknem na eno od etap, recimo dajmo čez Savinjsko sedlo, evo. To je čez Kamniške, mislim, da je od Kamniškega sedla na Okrešelj, čez Savinjsko sedlo na Češko kočo ali na Ledine, pa naslednja etapa je pa potem nazaj gor
kokrsko sedlo, pa na kočno, pa na češko kočo in tako dalje. Skratka, tudi enih podatkov in marsikaj se lahko proba in izkoristi. Ja, jaz mislim, da bi s temle nehal, ja, in bi lahko šli na vprašanja. Kaj vprašanj, ni videti veliko. Jih ni. Dušan? Dušana nimamo, imamo. Ja, Vprašanj ni. zgolj eno vprašanje zaenkrat. No, kaj pa prav? Ima PZS uporabnost dovolj podatki? Predvsem, kdaj bo na telefonih MAPZS orientiran tako, da bo za uporabnika, ki je malo manj vešč orientacije, nedvoumno, v katero smer je namenjen. Naprimer, tako kot je Locus. Ja, to se spomnim, to je pred nedolgo tega nam je nekdo to pisal. Ja, zaenkrat tega še nimamo, bomo dali seznam želja, pa bomo probali to narediti. Kaj pomeni ključavnica na zemljevidu? Katera ključavnica? Katera pa? Dušan, kaj pa če vključiš zvok? Če vključiš, pa naj vprašajo. To vidim, da... Kaj pomeni ključavnica? Katera je ključavnica? Ključavnica na zemljevidu. Katera pa? Aha, ikona na telefonu piše. Ikona na telefonu. Kaj na telefonu? Ključek. Katero mislim? Ključavnica. A to tista, ja, una dol, aha. Ja, to je pa, če zakleneš to, ne boš mogel pokvariti nastavitev na telefonu. Moram priznati, da jaz tega ne uporabljam zelo, ampak če je odklenjen, lahko, kako že, ne pa že jaz ne vem, lahko klikam, če pa zaklenen, se mi pa ne znam odgovoriti. Bom mogel se pozanimati, ampak vem, kje je zdaj vem. Jaz tega ne uporabljam, to je bilo enkrat dodano, pa moram reči, da mi ni čisto jasno. Zadeva je že toliko kompleksna, da že sami marsikaj pozabimo, kar je bilo takrat, ko je bilo dodano, pa morebiti ni dnevno uporabljan. Ja. Kam se shrani prenesena pot in kako se pobriše, da lahko naložiš novo in se sprosti prostor? Brisati se da, kam se shrani, ne vem. Nekam noter se shrani, to vejo programerji, jaz ne vem. Če grem jaz zdaj na moje poti, klele, a še vidite, ne vidite. Ne, še vidite. Se vidi. Se vidi, čakaj, moje poti in je klele recimo ena takale pot. Jaz jo lahko, ko jo zdaj ne rabim, kliknem na tole kanto in adijo mare, ne maj više. S tem se je prostor sprostil. Tako da kontrolo nad svojimi potmi imate, lahko jih zbrišete. Kam se pa to nalaga, pa ne vem, not nekje. Se priporočam za posredovanje predstavitve, saj bo fino predstavljena, splošna navodila so bila po slajdu in predstavljena. Ja, bomo, Dušan, to lahko objavimo, pa tudi tole predavanje bo tudi nekje naloženo na neki YouTube ali kamorkoli že. Dobro, še kaj? A si jih odklenil, lahko kdo vpraša? Ja, odklenjeno je zdaj, če bi kdo... No, zdaj pa, če ima kdo kaj za vprašati, se vpraša, pa se lahko pogovarjamo, je bolj zabavno. Slišimo? Ja. Vse. Mene zanima, če imamo še kakšne nove podatke, ne vem, ali kakšne poti, ki niso točne poti, vem, da imam, kam se da to sporočiti?
Temle nekje spodaj, klele spodaj pod zemljevidom je en e-mail. mapzs.pzs.si, pošljite, ali pošta piše. Pošljite, pa bo to do mene pride, pa bomo pa presodili, kaj in kako. Ja. Vsako novo pot je treba pol seveda malo presoditi, a ja ali ne, a je to nekaj dejansko tam treba preveriti, pa če je markirano, je sploh vprašanje, kdo jo markira in tako dalje. Ampak ja, čim več informacij je zaželjeno, da pošiljate. Ali za te, ki so markirane poti, bolj priporočljivo, da gre prek planinskega društva, ali boljše tudi kar neposredno? Kdorkoli, Ja, ne. kakorkoli. To je, torej, čim bolj neformalno, tem hitreje pride informacija. Če greste na formalen način, je to se ponovadi pol izgubi. A se da eno pot, ko si jo zbereš traso, ko bi si sam narediš, ampak bi rad izhodišče imel nekje na sredini, zdaj te obstoječe, ki je tu noter v karti? Ja, to se da. To je tisti sestavljalnik. S tistim sestavljalnikom zdaj lahko zgradite svojo pot. Ja, sam po teh, ki so že, tako po teh členih, ki so... To je po pododsekih. Torej, jaz nisem se poglabljal v to, ampak cel sistem je narejen v 3 nivojih. Eno so pododseki, nad njimi so odseki in še višji gor so poti. Poti so tiste, ki jih vi vidite. Odseki so tisti, ki so enota za skrbnike, za markaciste. Odsek je od enega razcepa planinskih poti do naslednjega. Vmes je pa lahko več pododsekov, na vsakem križišču za druge vrste potjo je konec enega pododseka. In te pododseki so tako na gost, da jaz sem prepričan, da lahko tam začnete svojo sestavljanko, ker sestavlja se po pododsekih. Ne vem, če ste razumeli, malo je zapleteno, ampak malo morate probati. Okay. Andrej, vmes sta bila še vprašanje, obstaja možnost snemanja prehojene poti? Ne, žal še ne. To se pa žal še ne. To je druga stvar, ki je nam manjka. Eno je, da prva je tista navigacija od A do B, tega še nimamo, pa snemanje poti pa tudi še ne. Tudi čakamo na nekje denar dobili in investirali še v to. Žal. Pa drugo vprašanje, kako je s prenosom poti v druge aplikacije? Naprimer, vsako pot se da izvoziti kot GPX, pa široko ti polje, lahko greš z GPX-om kamorkoli. Ne? Ok. Še kdo? Še eno, ali se na shranjenih poteh vidi lokacija, kje si na terenu? Ja, kajti za lokacijo ni treba imeti povezave z internetnim omrežjem, za lokacijo rabiš podatek iz satelita. Satelitski signal se pa vidi praktično povsod, razen v jamah in v kakšnih zelo ozkih dolinah ali pa pod kakšno zelo strmo steno. Tam se zgubi. Drugače pa praviloma vse povsod najde dokaj dobro, kje si. Ja. Še kaj? Ja, jaz se priporočam, da javljate želje in ideje, predloge v čim večjem številu, kajti tole vse skupaj temelji na prostovoljstvu. Tole ideje so se rojevale skozi leta, želeli so sprva imeti kataster planinskih poti, se je to skupaj dajalo, pa smo to na kup dali, pa smo naredili boljše zemljevide, pa smo lansirali in se ideje kar rojevajo in so vedno nove stvari, zanimivejše, recimo tele avtobusi zdaj mora biti kakšen že začel delati, lahko probam pokazati, če se kakšna klele ena postaja noče štrajka. No, skratka, ideje s kateregakoli konca pridejo, pa če so dobre, bomo z veseljem se jih lotili. Recimo to zimo smo dodali turne smuke, ki sicer še niso zreli za javno uporabo, ampak je vrisanih nekaj 100 turnih smukov in mislim, da bo to ratala ena najboljših baz oziroma kataster turnih smukov po Sloveniji.
Kako se Andrej, še nekaj vprašanje, kako se na telefonu vrne na začetek, kot varianta CTRL F5. Ja, mislim, da tam pa jaz na mojem Androidu naredim ko je ena možnost zapri vse. Zapri vse, pa še enkrat štartaš. To je čisto odvisno od telefona in od sistema, je treba malo se poigrati pa probati. Ampak mislim, da to ni delovalo. Jaz sem prej probal, ampak si zapomni, kje si prej bil in te da na isto pogled, isti filter, vse. Gor imaš tiste 3 pikice, zgore desno, potem pa daš refresh nekje tam. Ne znam na pamet, evo. Ono refresh, ja. Ne znam na pamet, žal. A bo možno uporabljati aplikacijo brez navigacije, kot na primer Mapi? V kakšnem smislu brez navigacije? To pa ne razumem. Mapi, kako brez navigacije? Se da že zdaj uporabljati brez, da bi mu... Ne vem, morebiti, če lahko pojasnite. Ali se lahko uvozi GPX pot iz drugega vira? Brez interneta? Ja, seveda se da, brez interneta se da uporabljati. Saj sem prejle povedal, to sem že prejle razlagal. Internet ni bistven zato, da ti pokaže, kje si. To je drug vir informacij. Internet je za prenos podatkov, prenos teh informacij, ki jih sam MAPZS ima. Za informacije o tvojem položaju je pa potrebna povezava ne, treba pa dobiti signale iz satelitov. In te so pa vse posod, tako da to načeloma dela. Se lahko uvozi GPX poti iz drugega vira? Da, lahko, to gre klele. Moje poti, se to še vidite, ne, se vidi. Moje poti in zdaj ne greš na plus, na sestavljalnik, ampak na tole. Uvozite pot, piše, in potem mi reče, da moram najti kaj primernega. Najdem kakšen GPX. Čakaj, kje imam mesto? COP. GPX sledi. Evo, tole je včeraj šla moja žena na šlo. Evo ga. In kako se je peljala iz Ljubljane ali iz Mengša do Loma in šla gor na Kriško goro in nazaj dol. In to je zdaj noter vnešen. To je uvoz. To deluje. Ta GPX pa lahko dobiš kjerkoli drugje, iz kjerkoli vira. In ga imaš pol takole, klele not je zdaj kot ena od mojih poti, ne. Ok? Še kaj? Koliko časa pa že to? Ja, smo že koliko eno uro, ja. Ravno prav. Še kaj? Še kaj? Kaj bomo pa zaključili? Mislim, da lahko zaključimo. Kot rečeno, tale seminar bomo objavili in tudi same prosojnice vam bomo poslali tem, ki ste bili na seminarju, pa verjetno tudi pri sami objavi, tako da bo možnost še enkrat kaj si osvežiti. Ja. Tako da hvala za udeležbo, čim več uporabljajte, pa kot je rekel Andrej, si priporočamo tudi še za kakšno sugestijo. Ne obljubimo, da bomo vse spravili v življenje, ampak kaj od tega pa morda vseeno, ja. Če pa kdo ve za kakšnega dobrega sponzorja, mu pa bomo lahko naredili čuda, če bo še veliko denarja dal. Moram še to malo reklame narediti. Ok, fino, hvala za udeležbo. Hvala in srečno.